Dobro došli na Ocvirki podcast. Zanimivo mi je, dokam si prišel iz strahu pred zobozdravjem. Zabredu totalno. Ne, nisi zabredu, sam mal bi se vrnil k temu. Ja, dej, super. Se pravi, probi mi malo opisati, kako se ti počutiš, ko si v čakalnici. Grozno. Mislim, verjamem, da ni to za tebe nek zdaj ekstremen strah, ne? Ampak a ti že to kaj stresa povzroča, ne vem, en dan prej, ko veš, da imaš naslednji dan termin? Ali se to pojavi sam takrat, ko prideš ti v čakalnico? Ne. Za sebe bi rekel, da je najbolj prisoten strah, ko začnem razmišljati o tem, pa da se preveč poglobim. Ker itak bolj znam to zregulirati, pa itak vem, da je to, pač, da je to za mene dobro, ne? In da itak boljš, recimo zdaj nisem imel k sreči težav, tudi ko sem prišel tja, je kaj narobe, sem hvaležen za to, da lahko rečem ne, nič me ne boli, kar se tega tiče. Vedno pa pol dodam z nekim čudnim humorjem, me pa bolj skrbi, kaj bo te vi povedali. Ne, bolj občutim strah na ta način, zelo, kako se reče, zelo te pogoste znake, da imam pot na dlani, pa tako, da bi me hoteli nekaj izvijati, pa te imaš pol hitro razviješ kako željo, da ne bi rabil, da bi hotel prestaviti to, sam s tem nisem nič naredil, ne. Pa pol malo se, mislim, dostikrat pol razmišljam, škoda, da nisem veliko prej začel bolj skrbeti za to, kar pomeniš imeti zelo dobro okusno higieno že skozi, ne? Pa se bolj ukvarjati s tem, pa mogoče več na prehrano, pa ker imam rad sladko, pač manj tega, oziroma da bi pol, imaš ti neke načine, kako lahko to ful omejiš, ne. Recimo pač poješ čokolado, ali pa ješ karkoli sladkega, ne med zdaj tega ful dolgo v ustih, čim hitrej požer to. Vse sem glih Pa pol si pač splakneš recimo s toplo vodo, naprimer, ali pa, ne vem, ne smeš pa iti, recimo, mislim, da ne smeš četkati pol ure potem, ko si jedu, zato ker je takrat ful prisotna. Mislim, ne smeš četkati v obdobju pol ure. Tako v obdobju pol ure. Ker tako. Še bolj... lahko vničiš skleninom. Ja. Vse zmisel, da bi se mal na to sredotočila, kaj lahko ljudje naredijo, da bojo čim manjkrat čutili strah pred zobozdravnikom, ne. Pit alkohol. To bom jaz še sam malo razširil, ja, res. Da umilijo čustveno težavo, ne. Za zobe je pa ful fajn. Ampak hotel sem reči, da če tole, ko si zdaj povedal, da če je nekaj sladkega ješ, ko si rekel, da je boljš, da poješ na hiter, mislim, boljš, da poješ v roku 5 minut ali pa 10 minut, ko pa da boš to zdaj 1 uro jedel, ne, ker so zobje ful dlje izpostavljeni temu sladkorju, ampak isto je z sladkimi pijačami. Se pravi, tudi če zelo radi pijete sladkan čaj, pač spijte ga čim hitrej, ne ga čmariti 2 ure. Ker dlje, ko ga piješ, dlje izpostavljaš zobe sladkorju. Ali pa limonado, ne? Ja, tudi. To je pa zelo kislo, pa sploh če sladkaš, to so pa dva taka faktorja, ki zelo vplivata lahko na poškodbe na sklenini. Mislim, bom še tole razdelil, mogoče, če koga zanima. Da kaj je pač to poškodovanje sklenine sploh, ne? Se pravi, zobje so lahko v 2 fazah. Lahko so v fazi mineralizacije ali pa v fazi demineralizacije. In, kot si lahko misliš, kaj je faza mineralizacije? Ko se zobje obnavljajo. Ja, sklenina se obnavlja, ko pa je demineralizacija pa... propada. Tako. In zakaj propada? Demineralizacijo povzročajo bakterije. Katere bakterije? Primer je Streptococcus mutans. In ta Streptococcus mutans se hrani z sladkorjem in v bistvu zakisli ustno votlino. In ta kislina, ki jo ustvarja, v bistvu uničuje sklenino, ne. In to pomeni, da moraš ti poskrbeti za svojo ustno higieno, da bo pač tvoj pH v ustih čim manj kiso.
Torej, da čim manj fotraš te bakterije, ko jih imaš v ustih, in to smo že zelo o sladkorju govorila, ne? Se pravi, da jim ne daješ sladkorja, ne? Ne daješ jim hrane in zato odmrejo. Tako, in zato pocrkajo ali pa vsaj ne delajo škode, ne? In stvari, ko pa pač povzroča... pa še nekaj, ta mineralizacija je najboljša v prvi polovici dneva. Torej, zobje se najbolj obnavljajo sami do katere ure. In zato se je takrat še bolj pomembno izogniti pač hrani, ki ima veliko sladkorja ali pa ogljikovih hidratov, ker takrat imaš največjo možnost, da se bo sklenina obnavljala. Je pa fora, da mogoče se kdo vpraša, zakaj pa recimo po noč se ne obnovi dovolj, ne? In je pa fora v tem, da večina teh dobrih snovi, ki jih zobje dobijo, jih dobijo za slino. Po noči se pa ful manj sline tvori, kot ti spiš, ne? Pa veliko bolj si izpostavljen temu, da se usta izsušijo sploh, Tako. če ti recimo smrčiš ali pa če spiš z zaprtimi Če ustmi. dihaš čez usta sploh, ja. Tako da ti tega pH-ja ne spreminjaš, je mogoče fajn, da imaš med obroki vsaj 2-3 ure, ne? Zato da daš zobem priložnost, da se obnovijo. Ena navada, ko sem jo zdaj ful po notranju, je, da vedno ko jem, da si grem pol sprat usta. Se pravi, da ne vem, če imaš kakšne koščke, da jih lahko ven spraviš, ker vse, kar ti bo noter ostalo, je hrana za tiste bakterije, ne? Torej, kaj pomeni, da si spereš, da si vodo v usta pa žvrklaš. Tako, sam naredim, pa plunem ven. Ja, sej. Tako da, to smo zdaj omenila, da najbolj demineralizacijo povzroča sladkor, pol imamo pa še to, ko smo se prej narce delala alkohol, ne? Ker uničuje ustni mikrobiom, zato je tudi tukaj ena velika debata glede ustnih vodic, da ustne vodice generalno so slabe za usta, zato ker skoraj vse vsebujejo alkohol. In bojo pač uničevale vse, kar je dobrega v mikrobiomu v ustih. Mislim, da obstajajo zdaj že neke kao brez alkohola ustne vodice, tisto vino je načeloma bilo v redu, ampak načeloma ustna vodica ni fajn, ne. Pol kakšni stimulanti, droge, kofein, pa nikotin tudi. Kako pa recimo pol konzumirati kavo, da ne boš imel nekih posledic? Ja, jaz probam jo pač piti na tak način, da je ne vem, to, kako imaš navado, ko piješ, ampak jaz recimo, ko vodo spiješ, kdaj je malo tak si jo po zobih, ne? Mogoče to ne delaš. Torej, v bistvu za vsako stvar pol velja to, da je boljš na hiter vse te sestavine, ki lahko povzročajo razrast negativnih bakterij, da ti na hiter konzumiraš, če hočeš, čim manj ustih, pa pol recimo sprati z neko neutralno stvarjo, tako je voda. Ne pa iti takoj ščetkat, zakaj? Zato, ker so zobje takrat najbolj izpostavljeni tej demineralizaciji in če boš šel ščetkat sklenino, boš sam poslabšal zadevo, ne? Ja, torej gor je že snov, ki povzroča to, da je sklenina, da je kislo okolje in pol še ti utreš ti snoter, ne? Drugače pa po kavi isto bi jaz priporočal po mojem, da malo z vodo spereš usta, ne? Drugače pa kar se drog tiče, pa je veliko odvisnikov, nima primarno slabe sklenine pa slabih zob zaradi tega, ker uživajo droge, ampak ker je posledica tega, da droge uživajo to, da je ful veliko dihajo čez usta in si izsušijo ustno votlino, tako si rekel prej med spanjem. To smo se reči, da sploh se ne zavedamo, kako velik faktor je sploh to, da ti dihaš skozi usta po noč, ne? Mislim, da je to en izmed največjih. Ja. Poleg tega, da imaš zelo slabo ustno higieno, mislim, da je to eden izmed zelo velikih faktorjev. Probite čim več dihati čez nos. Ali pa ne dihati po noči in to je to. Ja. Mislim, če vam to ni strašno, lahko probajte si dati malo mikroporja na usta. Se pravi, mouth tape. Ni treba kupiti tistih, ki se oglašujejo po internetu. Je navaden mikropor. Kje se to pa dobiti? Mikropore, kaj je to tisko zgleda tako obliž? Medicinski tape bel. Pa si ga odrežeš, pa si usta zanimaš in si prisiljen dihati čez nos. Mogoče, če vam je skari, si lahko tudi eno majhno zarezico narediš tule.
Samo to, da ne moreš ti zdaj res odpreti ust, imaš pa vse. Ja, na mikropor, jaz mislim, da si narediš zarezico na ustih. Koga? Jaz sem zelo Prosim, ne. Koga? Ok. Okay, ja. Še ena stvar, ko pospeši uničevanje sklenine, so citrusi. Ja, zato, ker so zelo kisli Ja, pridelan. tako. Okay. Tako da isto. Tako si prej že rekel, limonado čim prej spiti. Se pravi, v bistvu kar slabo za zobe je sladkana limonada, ne? Če jo piješ dolgo. Ultra slaba, ne? Pa je ful fajn, če zelo počasi ješ tako, da ješ celo dopoldne torto, pa zraven počasi viski piješ. Ali pa če spiješ en tak osvežilen koktejl, ki ima noter limono, sladkor pa še alkohol. Ali pa če si recimo ščetkaš zobe za ščetko, ki je bila upirana močana. Ja, fajn. To sem jaz, ko sem bil na maturantskem izletu v Budvi. Ja, to je bil nek video, ki je krožil enega tipa je ful nekdo, pametno. ko je mešal ščetke, upiral pa. Ful brihten. Ful fajn. Ja, res. Pa kaj lahko narediš, da pospešiš mineralizacijo? Eno je fluor, ki je v zobnih ščetkah, ampak to je neka debata, zdaj, a je fluor But dober fluor za bad. zobe? Ja. Zdaj, ne vem, kakva je ta debata. To bi mogla enega strokovnjaka vprašati. Mogoče kakšnega zobozdravnika. Jaz, kolikor vem, gospod Huberman je ocenil, da ni tako slab, ko se straši. Ja, oziroma bi ga mogel res velike količine. Ja. Druga stvar, ko pa pospeši mineralizacijo, je pa umetno sladilo ksilitol. Ki naredi kaj? Pospeši mineralizacijo. Oziroma Torej pozitivno. posredno. Pač Torej pozitivno ugotovili so, vpliva. da ksilitol v čigumijih, naprimer, je ksilitol, ki so sugar free, da ti streptokoki, ko jih imaš noter, da pojejo ksilitol in crknejo. Ampak so to te edine bakterije, ki povzročajo... Meni se zdi, da je to sam najbolj pogosta, najbolj pogosta. ko povzroča uničevanje sklenine. Ampak še ena stvar glede ksilitola. Jaz sem mislil, da je to full fine zdaj, da sem jaz to se naučil in da moram zdaj čigumije kupovati, ki so samo s ksilitolom. Jaz sem si jih zdaj pred kratkim. Ampak zdaj pa pač spet so prišle nove raziskave, da je v čigumijih ogromno mikroplastike. Aha, ampak oksilitol še vseeno ostaja. Tako da magari kupiš brez cukra z ksilitolom slajene mentolove te zalizati. Ne pa čigumije. Aha, boljš. Zato, Tam imaš pa neko drugo snov, ko verjetno ni v redu. Ne vem, ampak baje se res ful mikroplastike. Ali pa verjetno najde sprošča, čigumije, kot ti ki niso z mikroplastike. Ja. Sam zdaj... A ti drugač tak čist kos nitkaš? A so te to doma naučili? Kako to misliš čist kot? Že od samega kraja, kar si zobem imam. Ja. Že odkar imaš primarna čustva? Ne, nisem imel tak fajn. Kva? Že odkar imaš primarna čustva. Odkar imaš primarna čustva, prva stvar, nimaš najprej sploh zob. Ja. Pa štete, ko jih pol primarno imaš, ti padajo. Jaz, kukor se spomnim, mislim, da nisem bil vedno tak priden. Vem, da sem pol že kar nekaj časa to delam, ampak ne že, ne vem. Po moje, itak sem začel prepozno, sigurno, no, ker recimo to, da nitkaš imaš ful... To, da ne nitkaš, lahko povzroči zelo hitro, da imaš pol karies med dvema zobama in pol imaš oba dva zoba no, ampak pač na dve plombe dobiš pol vmes. To je, mislim, da je to full bad. No pa se imaš še številne druge pozitivne učinke, tudi to, da ti bakterije, kako že, na srce ti lahko ful vpliva to, ne? Ja, pa tudi ustna higiena zelo korelira z zdravjem možganom in razvojem Alzheimerjeve bolezni. No, evo, naprimer, ja. Tako da slaba ustna higiena, ful višja možnost za težave. Tako da umivite si zobe, prosim vas. Ja. Ja, jaz sem te zato to vprašal, ker jaz mislim, da je bilo par let nazaj, ko si mi ti rekel, da ti ne kupim eno zobno nitko, da jo rabiš, ko sem bil na poti in sem jo kupil še seb. Tista zobna nitka je pol 2 leti stala doma. Ja, rok poteka. Mislim, da sem pač probal in sem obupal, ker mi je bil to tak, ne vem, ne sam
časovno bremeneča stvar, ampak da mi je bilo pač, nisem imel tehnike, nisem tega nikoli delal in mi je bilo tak smotan. Ne. Sam čakaj, no kar povej. Pa sem pa kompromis najdel, da sem si kupil tete, ne vem sploh, kako se temu reče. Take mehne ščetkice na držalo so Tako. Ja. Mikrodrot piršna. Ne te. Ampak te, ko imajo... ko je v bistvu tako držalo, pa Ja, vmes tak lok nitkica. je. Razumem. Tako lok je za nitko. To je držalo z nitko. Se pa en strani Ja. ful fajn zgleda, ker porabiš 6 tukle nitke, medtem ko si je ja. ker Pa ful je pocen. Tako da to bi rekel, je ena res, kako bi rekel, ful velikih izboljšav v življenju za ekstremno majhno ceno, ko sem jih naredil. Kaj pa kupuješ na malo priporočje izdelke? Kupim nekaj čist pocen. Ampak Kaj so vse isto dobro ali kaj moraš paziti? Nič nisem se to poglabljal, ampak vem Koliko pa samo, to? da ni toliko učinkovito, kot pa za zobno nitko. Aha, zobna nitka še vse Ja, boš. ampak- ker ti greš okrog. Ja, ampak jaz sem pač sprejel kompromis, da si zdaj s tem in sem opazil, da, ko to je že zdaj po mojem, ne vem, pol leta, da se je astronomsko zboljšalo zdravje mojih dlesni. Ja, bi si Da ne mislil. opažam več, ker sem imel ful pogosto, da so mi krvavele dlesni. Ampak še je druga stvar, ko sem jo pa naredil, ko je verjetno k temu prispevala, da mi manj krvavijo, je pa, da jaz sem imel ful narobe mišljenje, da smisel, da moraš imeti trdo ščetko. Zato, da, ker si boš pa boljš spucal. Ne? Ja, razumem, ja. Ampak s tem sem sam bolj Ran od lesni, ran v od bistvu, ne. lesni in za zobe v bistvu ni fajn. Najboljše je imeti čim mehkejšo ščetko, ne? Zaradi sklenine. Pa tudi, če imaš električno, manj da moraš čuvati, da ne pritiskaš preveč. Da pač moraš imeti nek feeling. Pa da je fajn, ko zobe umivaš, da ščetko obrneš za pod 45 stopinj kotom. Ker bo ta sila ščetin na zobe boljš potegnala. A si predstavljaš, kaj Če mislim? imaš zobe takle dol, Ja. pa zdaj ščetka je, takle so ščetine, kak bi zdaj ti obrnil? Pa so take Takle imamo ščetine. zob, takle imamo ščetino. zob, Tako. kakšne. Ok, to je zob, Ja, tole je ščetina ja. in zdaj ščetko obrneš tak. Aha, ok, in pol tako v bistvu. Tako. Okej, In ja, tako štekam. delaš. Da je ta sila pritiska naredi, ne? Tako se Ok, čuje, ko mi imaš ok. zobe Se pravi, pod 45 stopinskim kotom na zob. Ne? No, pa navzdol. Pa navzdol za zgornje zobe, za spodnje pa glih Pa, obratno. ja, tam zgoraj, ja. Tako da to so neke izboljšave, ko so se mi zdi, mi ful pač pomagale. Pa je tudi zobno pasto z ksilitolom lahko kupiš. To pa še nisem videl. Um, Nisem tudi raziskoval, ampak Ja. to, kar greš tako na hitro čez, ko gledam, to še nisem videl bilo posebej. Ja, ok. Zanimivo mi je pa bilo, a si ti na Diarju v CEO poslušal glede tega, da ne smeš dolg jesti sladkih stvari. No, nima veze, jaz eno žensko zanj, če je bil klip, je Bartlett dal. Pa mi je bilo pa zanimivo, da je pa baje ful dober za ustni mikrobiom, pa za nasplošno za zobe zelen čaj. Zakaj? Ker ima baje ful antioksidantov, pa da so raziskave pokazale, da je pač v splošnem izboljšal profil, kar se tiče in zob in dlesni. Pa sem pa študiral, da res ni v bistvu kofein, ampak je tein, ne? Ja, tako je. Sam, a ti ne recimo zeleni čaj in črni lahko obarvata zobe? A res? Ampak to še vse ni slabo, ali kaj pa? To pa nisem Ker se zdaj ti samo obarvata načeloma ni po A ja, mojem pa nič res, tajnega. ko že na šalcah se tako hitro pozna. Ja, ful. Ne vem, no to mi je bila taka presenetljiva, ker To jaz prvič sem čujem. prvo pomislil, da to ni fajn. To prvič slišim, da Pa bi, to je bilo da bi bil od zeleni čaj neke pozitiven. zobozdravnice. Ja. Tako da To je mogoče... bila ena izmed onih, ko ne priporoča senzodin. Ja, to tudi drugač, kar se tiče zobnih ščetk, ki jih priporoča 9 od 10 zdravnikov. Zobnih ščetk in zobnih past. Jaz poznam ogromno zobozdravnikov, jih noben ne vpraša, če kaj priporočajo. ampak naj ti sam povem, kako lahko firme legalno Super, povej. marketing izvedejo na tak način, da ti predstavljajo, da je 8 od 10 ljudi nekaj izbrali. Ne?
Fora je, da že itak vzamejo ful majhen vzorc. 12 zobozdravnikov. Naprimer. Ali pa celo 10. In pol testirajo, dokler ne dobijo zadovoljivega rezultata. Ja. In ko dobijo to, kar so hoteli slišati, lahko oni legalno napišejo, da 8 od 10 priporoča ali pa 9 od 10 to ščetko, ne? Ali pa pasto. Kjero ščetko uporabljaš ti? Jaz imam tudi Curaprox. Aha, ta drage. Ja. Ja, tudi ta drage, ampak vmesen sjenk. Drage, to da sem neka Ja, elita. ampak to, mislim, da so to med dražjimi temi zobnimi ščetkami, ki so ful popularne oziroma zelo fejste prodaja, se mi zdi, zdaj ne vem, koliko so dejansko rejo, ampak tudi mi smo jih v glavnem imeli te, ker so pač čim več ščetin, ne, moraš vzeti, če ti paše. Imel sem pa vmes najdel predal, da sem si kupil enkrat neke trše od Sezondina in pač te Curaproxove so zelo take široke tudi. Ona je pa taka neka elipsasta. Aha, ja. Pa vem. trda, ko hodič, se pa bom videl, zdaj, če mi ne bo všeč za me, to sem ti mogel zdaj povedati. A si kdaj jezik čisto drugač? Ko je mama rekla, da si mogel z milom umiti, ko sem kaj tega rekel. Imeli smo neko strgalo doma, ampak Ja. to bi tudi mogel, ba je. Ampak to mi je bilo vedno čudno. Ne, tudi, jaz sem si kupil, pa nisem nikoli uporabljal. Aha. Meni da ne smeš biti preveč agresiven. Ne vem, to pa res nisem. A veš, ko imajo ene ščetke, Ja, na hrbtni strani, ne? Pa je to ni v redu. Aha. Da Ustaja gor. Da naj ne bi, če si že čistiš jezik, čisto jezika s tisto ščetko, ko si zobe. Mogoče si To lahko ful zanimivo, prenašaš ni glede to, da je bakterije, vse ali pa pač v tako, ne ustih. Ne vem. Ja, vem, da so bile nekaj časa zelo popularne, prednji bil ta Curaprox toliko komercialno uspešen, kukor je zdaj, so bile neke te zobne ščetke. Spomniš, ko si imel pol neke gumijaste stvari, nekje ob obavih, pa pol so bile neke vmes, neke ščetine so bile dvige, ne pa ne vem, kaj pa si imel pa še Ja. na hrbtni strani to za jezik. Ful nekih forna. Marketing. Ne vem, jaz to nisem nikoli, bi mogel malo to se pa res nisem nikoli ukvarjal. Kaj imaš, zdaj imaš teh strgal tudi? Ja, tiste železno, ko si tako lekao vlečeš. Pa. No sej, če bi si kupil po moje tega železnega. Ali pa kupil kar en za kekse, model, pa si Ja. tist. Čeprav meni se zdi, da je to bolj, ne da boš zdaj nekaj ful dobrega naredil za ustno votlino, ampak za proti zadahu. Da pa je velike zadaha slabega izvira iz jezika, ki je umazan. No, ej, Ja. to pa, Ne vem, to se mi jaz- pa jaz- sanja, ne, drugače. Jaz bi sam res nikoli. še Povej. zaključil to temo in tudi verjetno Počasi tale podcast, epizodo, ne. ja. Da rečemo še nekaj o čeljustih. Jaz sem enkrat eno zanimivo knjigo bral, Jaws, čeljusti. Tako film, ne. Ja. Prej smo omenila, da kak je dihanje skozi nos pomembno. In ne vem, če si vedel, da je to ful pomembno tudi pri otrokih, da tisti otroci, ki dihajo bolj skozi usta, se jim dejansko čeljust ne razvije pravilno, ker so te dihalne pa sinusne poti ful povezane. In naprimer otroci, ki so večino otroštva dihali čez usta, bojo imeli neizrazito čeljust, pa tisto, a veš, ko lahko vidiš koga, ko tako zgleda, kot da ima brado kar povezano z vratom. Si že videl, kaj je takega? Nisem bil mogoče pozoren na to. Tako da, v glavnem, če ne dihaš čez nos, ko se razvijaš, se ti ne bo pravilno oblikovala čeljust, pa ne bo izrazita. Ne? Scary. In ni pa to edini faktor, ki vpliva na to, ampak recimo, če si predstavljaš, pač naši predniki so imeli valjda totalno Čeljusti. drugačno prehrano in tudi čeljusti in tudi bolj so jih uporabljali. Dosti bolj močne, dosti bolj zdrave, ker so mogli pač jesti, ne vem, surovo meso. Ne? In, Takrat veganizma še ni bilo in so mogli pač meso jesti. ja, pač v surovi obliki so vse jedli. Ne? In že tako da v bistvu so se čeljusti pa zobje začeli slabšati že takoj z pojavom orodij za rezanje pa predelavo hrane.
Se v bistvu takrat z razvojem, pa kuhanjem, pa pečanjem. Z evolucijo na splošno mislim, da so začeli modrostni zobje izgubljati pomen. Aha. In zaradi tega tudi zdaj odmirajo. Čuden zrastejo. No. Jaz se to si me zanj presenetil, ko si me vprašal, če jaz nimam modrostnih zob, pa sem rekel ne, pa si bi to kak ne. Pa sem jaz mislil, da je bolj redko, da jih nimaš, mislim, da je bolj redko, da jih imaš, ko pa da jih nimaš. Ampak zgleda, da je glih obratno. Ful ne vem, kakva je dejansko statistika glede tega, koliko ljudi ima modrostne zobe, pa kaj jim raste, ampak mislim, da je čedalje bolj pogosto to, da ne zrastejo prav, oziroma da imajo ljudje z njimi kakšne težave. Ker recimo, ti imaš lahko tudi problem, ker modrostni zobje načeloma tudi mislim, da zrastejo kasneje. In ti recimo imaš, dajmo reči, da imaš to srečo, da imaš zobe stalne, po ustih razporejene normalno, torej da nimaš, da ne rastejo v kakšni čudni smeri, da niso preveč skupaj in pol, ko ti modrostni zrastejo, ti jih lahko porinijo naprej. Ja. In imaš lahko s tem problem, dosti ljudi mislim, da tudi zaradi tega, vem se mogoče pa mesto tudi kmal v tej... Meni se zdi, da je to fora bila pri Freddiju Mercuryju. Zgori, ne, ko ima te zobe tako naprej porinjene, da je imel 2 modrostna tukaj zadnji in da bi si komot lahko dal odstraniti, ampak ni hotel si nikoli popraviti, ker se je bal, da bo to vplivalo na njegovo rezonanco. Sam problem je recimo, nisem to je pa moje še v redu, da imaš ti recimo bolj naprej, doskrat je problem, da ti pol zamakne. Ja. In imaš pa recimo en zob malo za drugim ali pa prej, ali pa recimo jaz imam tega na tej strani, pač recimo, če imaš ti zobe tak, ne, ta zdaj raste tako nekako proti nebu. Ja. Čist ven iz vrste. Najbolj je pa to problem, da začnejo dajmo reči, propadati, no, gniti, kakorkoli, ker so pač slabši, pa ne uporabljajo se več toliko in pa zaradi tega začnejo odmirati, pa to, da ti zrastejo, kam pa ti cel profil oziroma postavitev zob uniči, no. Ja, jaz sem imel en zob spodi, mislim, da, ne vem, desno dvojko ali whatever. A sam en zob. Sem ga imel za drugimi v svoji vrsti. Okay. In so mi pol z aparatom... Aha, si imel aparat? Aparat sem imel, ne vem, mislim, da 5-6 let. So ti ga naravnali? Pa so mi tu ustvarili prostor, pa mi on ga potegnali naprej in imam zdaj spodi čisto ravne. To so fajn zrihtali. Ker recimo te bi lahko to zrihtali, pa zdaj tep ni še noben modrostni zob zrastel. Ne. Zdaj bi lahko recimo, če bi tep začeli zdaj zrastiti, bi ti lahko pol... Če rečemo, da bi ti spod začeli, bi ti te zobe pol čist. Ja, čist zverižilo, ja. Teda hotel sem še sem to povedal, da zato, ko se je začelo uporabljati orodja, kuhati, pol se je še razvoj te procesirane hrane, pa otrokom fruteke, pa tak naprej, da se je ful manj uporabljala čeljust in se ni razvila in s tem tudi zobje niso pač imeli takega treninga. Pa tudi menda to, da se je človeštvo preselilo v notranje prostore, da bi naj to, pač manjši zaprti prostori so boljši pogoji za razvoj alergij. In več alergij pomeni več dihanja čez usta. Ja, ker eno zabiti, razumljivo, ja. Okay. In to je ena fora, pa recimo, da so raziskovali pri ameriških staroselcih, da oni imajo pa ful navado, da dojenčkom prednjih dajo spat, da ful skrbijo za to, da jim usta zaprejo. Ja, da dihajo čez nos. Na kakšen način jim zaprejo usta? Če ima, da mu sam potisne čeljusta, ne. Da lepo čez nos dihajo. Pa še seveda, mogoče taka, pa ne vem, zakaj bi bila kontroverzna, ampak flaške pa dude. Ker so pač nadomestile dojenje v neki meri. Ja. Otrok nima več priložnosti trenirati obraznih mišic na isti način, ko pa jih je, če bi samo z dojenjem se prehranjeval. Mislim, čisto razumljivo, ne vem, če nekdo nima dovolj mleka ali pa pač, a ne. Ja. Sam, to je tudi eden od faktorjev, zakaj se je poslabšala kvaliteta razvoja obraza kot strukture in kvaliteta samih zob. Okay. Ja. No, pa meni še pa gre, da recimo dude ful lahko vplivajo na to, sploh če jih imajo predolgo, da se zobi pol navznoter začnejo upigati, rastiti.
Tako, jaz mislim, da smo obdelali precej obsežno temo od strahu do zobozdravnika do zobozdravnika. Jaz mislim, da najne čeljusti potrebujejo počitek. Ja, Ja. definitivno. In tudi vaša ušesa. Iz mojih čeljusti vaša všeč. Lepo se imejte, želimo vam, ne vem, kdaj bo tole prišlo ven, ampak lepe praznike, Tako. oziroma upam, da ste imeli lepe praznike in se vidimo v naslednji epizodi. Umivajte si zobe in se soočite s svojimi strahovi. Hvala za vašo pozornost. Z vami sva bila Od Cvirka. Matej in Florian. Moram prvo reči Florian. Florian in Matej. Ja. Drage poslušalke in dragi poslušalci, če vam je bil najin podcast oziroma tale epizoda všeč, se naročite na en kanal, lajkate, subskrbite in komentirajte. Ker če ne, vam bo zmanjkalo bencina že v tistem trenutku, ko se lučka pržge. Cin, cin, cin. Kot tvoj avto zvok. Ja.